Drage moje punce, dragi fantje, dobrodošli na kanalu Evina Lepotilnica in v novem takem poročnem videu. Maj in junij sta taka meseca porok, kjer se jih velika večina odvija, tako da sem rekla, moramo špičati kaj na to temo. Pa sem pa razmišljala, a bi naredila en tak poročni make-up tutorial, ampak se mi to ni zdela najboljša ideja, glede na to, da se itek večina nevest odloči, da se bo naličila pri vizažistki, tako da sem rekla, ok, to ne. In dobila eno drugo idejo, da dam na kup, da ti pokažem 10 najbolj bizarnih, po mojem mnenju, poročnih oblek, kadarkoli so jih neveste nosile. Tako da imam tukaj pripravljen računalnik, že gledam v njih in si mislim, kaj, ali se to bila kjera oblečen. Tako da, ja, se veselim, da te obleke delim s tabo, tako da začniva. Lepotica, lepotica, je ženska, ki je ljubljena in ljubi. Lepotica, lepotica. Pa prejva na prvo bizarno poročno obleko, to je tale poročna obleka, zelo živahna iz rdeče in rumene barve, narejena, pazi to, iz pravih človeških las. Tukaj je bizarnih več stvari. Prva stvar, definitivno to, koliko časa je ta obleka nastajala, 300 ur, kar je po mojem mnenju ful časa. Druga stvar, da je tukaj ogromno enih las, ki je šlo v nič, ker 25.000 centimetrov. Veste, koliko je to lasul za tistih, ki jih res potrebujejo. In tretja stvar pa je tukaj najbolj bizarna cena. Dejansko se je najdla gospa, ki je za to obleko plačala, pazi to, $700,000. In zato jo brez slabe vesti uvrščam med 10 najbolj bizarnih poročnih oblek. Naslednja poročna obleka je, drage moje, narejena iz pavjega perja. Zdaj, to je res škoda. Mislim, toliko pavjih perjev za poročno obleko, ki po mojem mnenju ni lepa, nočem nobenega užaliti, ampak se mi zdi, da bi lahko oblekla neko tako maskoto in dosegla praktično isti rezultat, je bilo res treba matrati uboge pave. Se je pa odločila ta gospa, ki je želela imeti in izgledati kot pav, očitno na svoj poročni dan. Zbrala si je torej dizajnerko oziroma oblikovalko, zelo znano v svetu torej poročnih oblek, Vera Wang, da je spravila v bistvu to obleko na nek višji next level. Zdaj, a je to ratala ali ne, prosod sama. Jaz pa ti lahko povem še ceno za to obleko, če boš slučajno želela imeti. Skratka, $1,5 milijona. Naslednja poročna obleka je taka pinky gypsy, zelo se dogaja, jaz bi prej rekla, da je to kakšna maturantska obleka kot poročna, ampak ok, vsak ima svoj okus. Zdaj, tale poročna obleka, ja, ok, pustimo to, da je roza barve, pač očitno je bila gospe zelo všeč. Če pogledaš od blizu, vidiš, da so srčki praktično posod. Imamo srček na verižici, imamo srček na čovkarju, pa stezniku, pa na nabranem krilu. Zdaj, verjamem, da je hotela svojemu bodočemu možu na ta način povedati, da ga ima rada in da čuti eno samo veliko ljubezen, ampak ali je bilo treba res ta srca dati posod. Sem pa zbrskala podatek, katere obleke so za letos, torej za leto 2019 najbolj moderne in podatek me je tako zelo presenetil, da uvrščam evo med tale bizarni video. Namreč za leto 2019 so zelo moderne take naked wedding dresses, kar pomeni, da v bistvu manj je več ali kako. Dejansko moderen je, da obleka zelo veliko pokaže, da samo z nekimi čipkami zakrije razne te ta pomembne stvari, ali kako bi se izrazila. Skratka, jaz si ne predstavljam, da bi bil kakšen, recimo temu, normalen partner vesel, da njegova nevesta oziroma bodoča žena več pokaže kot zakrije. Tudi tako ne. Verjetno fantje niso veseli, če ni poroka, kaj šele na poročni dan, ko ne bi bila nevesta res neka, bi rekla, zvetnica tam, neka ženska, mislim pač v središču pozornosti in da se pač pojav taka in izžareva neko to seksapilno energijo. Jaz osebno je ne bi imela. Mislim, da je načrtovanje poroke na trenutke res ena taka stresna zadeva, kjer pride vsak dodaten par rok prav, 2, 3, vedno je treba kaj odnesti, kaj zašiti, kaj popraviti in vsake roke so dobrodošle. In pogledajte to originalno idejo, nekdo si je domislil, da bo naredil poročno obleko iz hobotnice in na ta način ponazoril
dodatne roke ali kaj, ne vem, kaj si je predstavljal, ker v bistvu, če pogledam dobro to obleko, pa dejansko ugotoviš, da še svoje roke zgubiš, ker moraš te lovke dejansko tako držati. Tako da jaz ne vem, kako ti pol ženin da poročni prstan, ko je moment za to. Zanimivo. Čipka, svila in satenasto blago so eno izmed najbolj popularnejših materialov, ko pride do izbire poročne obleke. Ni pa to edina rešitev. So neveste, ki rade veliko bolj, bom temu rekla, eksperimentirajo. In tale nevesta je bila definitivno ena izmed teh, ker si je zamislila, da hoče imeti poročno obleko iz, reci piši, otroških planic. Zdaj, malo sem razmišljala, zakaj bi hodila kakšna nevesta želeti imeti tako obleko in šla do zaključka zdaj pod A, ali je pač mamica, B, ima veliko otrok in se boji, da jih bo mogla med svojim obredom prebijati, pa je najdla eno tako hitro rešitev, ali pa, da je bilo na poroki zelo veliko povabljenih otrok in so najdali eno tako rešitev, če bo otrok rabil planico, da se mu nevesta malo potala in tako bojo vsi veseli in otročki zadovoljni. Malo se hecam, ampak ideja je definitivno odbita, nora in jo brez slabe vesti uvrščam v tale video. Pri naslednji nevesti, oziroma raje rečem tekmovalki, pa se ne bomo osredotočili na poročno obleko, temveč na njeno vlečko. Namreč tale nevesta se odločila, da bo podrla Guinnessov rekord, kar se tiče najdaljše vlečke na svetu. In to je tudi uspel, njena vlečka je bila dolga, pazi to, 8077 metrov. Ja, tako, če pomisliš že samo 77 metrov, je to ful enih ljudi in ful enega materiala, ona pa je dejansko imela 8077 metrov. To je tako brez jebancije, cel pokrit Mount Everest. Večina nevest se odloči, da bo svojo poročno obleko popestrila, kar je seveda ni nič narobe, tukaj lahko izbira med različnimi trakovi, bleščicami, rožami in tako naprej. No, neka dizajnerka pa se je odločila, da bo svojo to poročno obleko, ki jo je dizajnirala, okrasila z računalniško opremo. Pa bom kar natančna, z računalniško miškami, ker jih je kar nekaj. In zdaj razmišljam, katera nevesta bo to želela nositi. Verjetno tista, ki res obožuje svojo službo. Tako da tale obleka je definitivno med bolj bizarnimi in iščemo nevesto, ki bi jo nosila, pa še poceni. Zakaj na svetu bi si nevesta svoj obraz prekrila s čimerkoli drugim kot neko lepo mrežico, lahko tudi klobukom oziroma tisto, kako se reče, ni to vlečka, dajte me spomniti, ne najdem zdajle besede, pa imam na koncu jezika. Skratka, vedno se neveste odločijo za to. No, ne pa vse. Poglejte tole nevesto, ki se je odločila, da si bo na svoj obraz dala kot neko tako masko in mene bolj spominja, kot da gre ropat banko, ne pa na svojo poroko. Tako da res ne vem, kaj je imela v mislih, mogoče je žena kakšnega nevarnega kriminalca. Lahko pogledam še svetle plati, da definitivno pa ni potrebovala make-up artista, in je prehranila denar, ker tudi če bi imela tukaj še ne vem kako napudran obraz, itak make-up ne bi prišel do izraza. Tako da, mogoče se je pa samo ni dal pličati, kaj veš. Zadnjo poročno obleko, ki sem razbrskala za tebe, pa spada v rubriko najdražjih poročnih oblek, pa tukaj ti ne bom predstavila samo eno, temveč dve. Zakaj? Ker sem že mislila, da sem našla najdražjo in najbolj bizarno zaradi tega, ampak sem potem zbrskala še eno in še dražjo, tako da pojva po vrsti. Evo, najprej sem mislila, da je tale najdražja poročna obleka na svetu, pa ni res, ampak tudi ta je pregrešno draga. Stane namreč neverjetnih 12 milijonov in je seveda narejena iz diamantov. Zdaj, mene samo zanima, koliko je to težko, ker diamant pač ni ful lahek, ne da sem ga kdaj imela pri sebi, ampak tako zagotovo neko težo ima, in da je posuta ta cela obleka z diamanti, to more kar biti teža, Skratka, tukaj definitivno potrebuješ kopico enih varnostnikov, ker veste, kaj je 12 milijonov. No in pa sem še brskala, in bila ta res tista zadnja in še dobro, da sem, ker sem pa našla najdražjo na svetu in najbolj zanimiv je, da prvo ni bele barve, je zelo taki, ne ravno živi rdeči, ampak evo, vse jo vidite. Skratka, barvi, ki si je ne bi
veliko ne ve zbrali, ali pač mogoče se motim. Jaz rdeče ne bi imela. Skratka, ne samo, da ni tista tipična, je tudi najdražja. In tale, drage moje, je narejena iz 751 diamantov. Veste, koliko je to? Veste, koliko je cena samo enega diamanta? Ta je narejena torej iz 751 diamantov in stare neverjetnih, če boste kdaj želeli imeti, 30 milijonov dolarjev. In evo, prišli smo do konca tegale videa, vseh 10 bizarnih poročnih oblek. Zdaj pa si na vrsti ti, da mi v komentar spodaj sporočiš, katera je bila tebi najbolj bizarna in katere nikoli in nikdar ne bi nosila na svoj poročni dan. Ne se pozabi tudi naročiti na moj kanal in mi slediti na Facebooku in Instagramu, najdeš me pod imenom Evina Lepotilnica. Lepo se imejte in se gledamo v naslednjem videu. Čau, čau!